pogovor z dr. Francem Gradom. Dr. Grad, v času osamosvajanja Slovenije ste bili član komisije za pripravo ustave. Kako je potekalo to delo, ste se po čem zgledovali, kaj so bili največji problemi, najtrši orehi? Hvala lepa. No, leta 90 spomladi je pravzaprav ustavna komisija imenovala skupino strokovnjakov, ki bi pripravila osnutek nove slovenske ustave. Predtem je že bilo narejeno marsikaj na tem področju, nekaj dokumentov pomembnih, ki so bili priprava na to delo, je bilo sprejetih, izdelanih. Leta 1988 je bila izdelana tako imenovana pisateljska ustava, ki je vsebovala pomembne teze za bodočo demokratično ustavo. Potem je že leta 90, ko so bile upravljene volitve, že pred volitvami večstrankarskimi, je takratna politična skupina Demos pripravila ustavo, ki je bila že pisana v obliki pravnega dokumenta, vendar še ni bila dodelana do konca in je takrat, glede na siceršnji zgodovinski razvoj v tem času, ko so bile upravljene volitve, na katerih je zmagala pravzaprav struja, ki je želela osamosvojitev Slovenije in demokratizacijo Slovenije, je bilo to pravzaprav podlaga, da je prišlo do sklepa, da se pripravi nova ustava. Predsedstvo takratno, še kolektivno predsedstvo, je dalo predlog, da se začne postopek za spremembo ustave in je dalo tudi neka pomembna vsebinska izhodišča, katerim je potem ta strokovna skupina sledila. Strokovna skupina je zasedala konec avgusta v Podvinu, zato se je potem tega osnutka prijelo ime Podvinska ustava in je opravila pravzaprav nenavadno hitro to delo, kajti večina ustave, skoraj vsa ustava je bila napisana v enem tednu in mimo grede anekdotično, takrat smo se na začetku že dogovorili, da se odpovemo kosilu, ker to pomeni več ur izgubljenih na dan, ne vsak dan, in smo delali od jutra do večera, zjutraj smo zajtrkovali, zvečer smo večerali, vmes smo več čas delali. In potem smo pa še par stvari še dodelali naslednji teden in smo potem nekje sredini tedna predsedniku Bučarju izročili v parlamentu, izročili osnutek te ustave, ki je postal potem podlaga za delo ustavne komisije, torej prišla je na vrsto politika, ki je sledila večinoma temu osnutku ustave, neke stvari spremenila, nekatere tudi po mnenju nas strokovnjakov, ki smo sestavili to Podvinsko ustavo, narobe, ampak ne glede na to, ustava je potem bila sprejeta, ampak po dolgem času, zaradi tega, ker so bile politične sile tako razdeljene, da je bilo izredno težko priti do nekega kompromisa političnega. Mehna anekdota pa pravi, tako jo imam v spominu, da je profesor Bučar nas, ki smo pripravili ustavo, nas je bilo, vprašal, kdaj bi lahko ustava bila sprejeta, pa smo rekli 23. decembra. In res je bila, ampak naslednje leto. Mi smo mislili še isto leto. No, skratka, to ustavo smo naredili in moram reči tole, ne. Pri tej ustavi smo izhajali prvič iz tega, da mora biti to ustava demokratične države, da mora ta ustava spoštovati človekove pravice in svoboščine. Preden povem, po čem smo se pri tem zgledovali, moram nekaj omeniti, nek zgodovinski paradoks. Ta ustava je bila od samega začetka pisana kot ustava samostojne države, kar je Slovenija postala šele skoraj leto zatem, ko smo to ustavo napisali in ko jo je že obravnavala ustavna komisija. Tako da to je po svoje nenavadno. No, ampak pri sami ustavi smo pa izhajali iz izhodišča, da mora biti ustava realna. Namreč prejšnja ustava, socialistična, ne da bi se spuščal v ideološke ocene, je bila čisto z vidika stroke pisana preveč programsko, nerealno, in mi smo rekli, to ustavo bomo napisali samo stvari, ki bodo realne in ki bodo uresničljive v praksi in ki bodo pravice, ki bodo iztožljive pred sodiščem. Tako da glede tega smo to uspeli. Ta ustava je ena krajših ustav, ta ustava je zelo pregledna, kar tudi strokovnjaki priznavajo. Ta ustava je konec koncev zdržala dolgo časa brez kakšnega bistvenega posega vanjo. Kje so bile pa največje težave pri
Veste, kako je pri strani politikov je bilo pa veliko težav. No? Tam, recimo, jaz se dveh spomnim, ker moram reči, da sem na ustavni komisiji bil skoraj na vseh, ne, ker sem nekako bil zraven povabljen zaradi tega, da tudi obrazlagam, kaj smo mi mislili, ker smo napisali v osnutek ustave in tako naprej. Jaz se spomnim dveh težav najbolj. Ena težava je bila vprašanje splava, ne? Ker so bile določene struje absolutno proti temu, da bi to karkoli v ustavi o tem napisano. Druga zanimiva težava je bila težava glede regij. To, kar je zdaj aktualno, glede regij in pokrajin in regionalnega drugega doma, ker se je nekaterim poslancem očitalo, da gre za neke vrste secesionizem, da bi radi dosegli zlasti recimo osamosvojitev Istre in podobne stvari. To je bilo takrat v zraku. V zraku je bilo pa še nekaj, ne? V zraku je bilo pa tudi veliko nezaupanje do takratnega predsedstva, ki je potem postal dvakrat predsednik republike, in zato je ne v naši podvinski ustavi, ampak kasneje na ustavni komisiji prišlo do posegov v ustavo, ki so bistveno zmanjšali pristojnosti predsednika republike, tako da ima zdaj predsednik republike manjše pristojnosti kot katerikoli, kar jih jaz poznam. Omenili ste regionalni razvoj, s čimer se veliko ukvarjate. V ustavo ste zapisali, da se regije lahko ustanovijo, če se ne motim. Ja. Ne pa, da se morajo. Točno tako. Prej ste nekaj argumentirali, zakaj to. Ja. Kaj je bil to glavni razlog? Glavni razlog je bil, da se je tistim predlagateljem, zdaj najbrž je bila to mladin, ne vem točno, katera stranka je bila, ampak skratka tistim predlagateljem, ki so se zavzemali za regije, očitalo, da hoče Slovenijo razkosati, preden je pravzaprav ustanovljena kot ena država. Da hoče že naprej neke težnje po odcepljanju in tako naprej. To je bil glavni razlog in ta razlog je trajal dolgo časa. Pokrajine so bile z ustavo zapovedane šele nedolgo nazaj. Takrat je bila pa to pravzaprav en manever. Manever, ki je zadostil, moram vam povedati, da je bil takratni predsednik skupščine, moj profesor Bučar, izredno spreten človek. Ni bil samo profesor, bil tudi zelo predkan politike, da je bilo treba, in resnični oče naše ustave, brez njega ne bi bilo nikoli sprejeta, ker je zelo dobro znal ravnati za politiki. Ne, in je med drugim bil to manever. Pokrajine so, ampak ustanovili jih bojo občine prostovoljno, kar smo vsi vedeli, da jih ne bodo nikoli. In jih še danes nimamo. Tako je. Pri pisanju ustave, a ste se zgledovali po katerih ustavah, iz katerih držav mogoče? Ja. Kaj so vam, katere države ste se vzeli za to? Hvala lepa. Zelo je seveda pomembna na tem ustavnem področju nemška ustava, povojna, demokratična ustava. Moram reči pa, da je izredno lepo napisana prav profesionalnega vidika tudi italijanska ustava, tako da smo se, kar se tiče pravic in svoboščin, bolj zgledovali po nemški, kar se tiče pa državne ureditve, notranje pa bolj po italijanski. Ampak vmes smo pa večkrat seveda se ozrli tudi proti španski ustavi, ki je bila takrat ena zadnjih odlično napisanih ustav, ena zadnjih ustav sprejetih in je vsebovala nekatere nove stvari, ki jih one dve ustave, ki sta bile kmalu po vojni sprejeti, nista še vsebovali. Tako da te tri ustave so bile nekako tiste, kjer smo se največ zgledovali, pa seveda potem, da smo upoštevali tiste, rekel, najnovejše ali pa po drugi svetovni vojni, rečemo, uveljavljene ustavne vrednote, kot sta zlasti pravna država in socialna država, pri tem načelu socialne države se nas je še zmeri malo socializem držal. Tako da se nam je zdaj načelo socialne države zdelo izjemno pomembno in je tudi bilo veliko vprašanje, ali bo to obstalo ali ne bo obstalo. Na srečo za zdajšnjo situacijo moram reči, je obstalo. Doktor Grad, v času osamosvajanja Slovenije ste vodili tudi skupino za pripravo volilne zakonodaje. Kaj so bile pa tukaj dileme, težave, kakšna vprašanja so se tu zastavljala? Hvala lepa. Glejte, konec leta 1991 je bila sprejeta nova slovenska ustava, ki je postavila nov parlament, popolnoma drugačen kot prejšnji.
In zaradi tega volilna zakonodaja, kakršna je bila pripravljena za prve večstrankarske volitve, ni bila ustrezna. Treba je bilo izdelati novo volilno zakonodajo in Ustavna komisija je imenovala skupino strokovnjakov, ki sem jo vodil jaz, za pripravo nove volilne zakonodaje. V tej skupini sta bila še dva, jaz sem imel popolnoma proste roke pri izbiri in ker imam izkušnje s temi stvarmi, sem vedel, da čim manjša skupina je bolj učinkovita, ker se je razmeroma mudilo. Treba je bilo opraviti volitve jeseni, skupina je pa bila, oziroma mene je profesor Bučar povabil na prvi razgovor v sredini januarja tega leta šele. Ne? Tako da je bilo to z tega vidika šlo precej na tesno. No in ta skupina je potem delala v parlamentu, v enem posebnem prostoru, kamor smo bili malo zaprti, kajti volitve so tako delikatna zadeva in tako zelo pomembna za politike, da smo bili ves čas pod udarom tega, da so nam skušali različni politiki vcepiti neke svoje zamisli in ideje. Mi smo se pa zadeve lotili tako, da smo, kar je dolžnost po mojem strokovnjakov, predstavili različne volilne sisteme, ki se uporabljajo v svetu, opisali njihove prednosti in pomanjkljivosti in seveda prepustili odločitev o tem politikom. Vendar smo tako, rekel, malo potiho navijali za to, da bi bil volilni sistem proporcionalni, ne večinski, kot je recimo v Angliji in Ameriki, kajti tisti večinski sistem povzroča zelo velika odstopanja od volje volivcev. Medtem ko proporcionalni volilni sistem voljo volivcev bistveno bolj zasleduje. No, odgovor politike je bil, naredite sistem, ki bo proporcionalni, ki bo stabilen in ki bo zagotavljal vpliv volivcev na izbiro oseb, kar je pa vam povem, ker sem s tem veliko ukvarjam, vse troje enakopravno združiti je nemogoče. Ampak glavna maksima je pa bila, da mora biti volilni sistem proporcionalni, kar je bila po mojem pravilna odločitev, kajti proporcionalni volilni sistem je za mlade demokracije bistveno manj tvegan, kot je večinski volilni sistem. No in zato smo mi začeli delati ta sistem, pri čemer smo pa imeli eno težavo zlasti s tem, kako zagotoviti vpliv volivcev na izbiro oseb, to se pravi personifikacijo volilnega sistema in ob tem smo izumili, to je nekakšen naš izum, jaz nisem našel še volilnega sistema, ki bi bil enak, glasovanje po volilnih okrajih, kar pomeni nekakšno obvezno obliko prednostnega, preferenčnega volilnega glasovanja. To je bila pravzaprav naša največja novost, vse ostalo je podobno drugim volilnim sistemom po Evropi, zlasti je podobno zelo avstrijskemu volilnemu sistemu, po katerem smo se precej zgledovali. Hoteli smo se zgledovati tudi po nemškem, pa potem tisto ni uspelo. Tako da je volilni sistem potem bil izdelan, ampak ker ste me že vprašali kot vodjo strokovne skupine, moram povedati, da ko smo ta zakon naredili, in naredili smo ga v enih 2-3 mesecih, je profesor Bučar, ki je bil zelo neformalna oseba, rekel, fantje, to vam gre pa tako dobro, da naredite še zakon o državnem svetu. Ko smo tega naredili, pa naredite še zakon o volitvah predsednika republike in zakon o poslancih. Vse to smo naredili in jeseni je bilo vse to sprejeto. Kaj bi bilo danes v Sloveniji, če bi bil sprejet večinski volilni sistem? Jaz mislim, da bi bila politika veliko slabša, politična situacija mnogo slabša kot naša, kajti v pogojih res še ne dozorele demokracije, kar mi smo, v teh pogojih predstavlja večinski volilni sistem izredno veliko tveganje, kajti sila, ki uspe pridobiti večino poslancev v parlamentu, politična sila, je v veliki skušnjavi, da seveda opozicijo popolnoma zatre in da si pripravi vse za zmago na naslednjih volitvah.